Spoštovani predstavniki medijev in ostali prisotni, današnja novinarska konferenca je namenjena predstavitvi zaključne faze razdružitve, v kateri do sklepnega podpisa pogodbe o prenosu dejavnosti, sredstev in obveznosti, delovnih in drugih razmerij in pravic iz Univerze na Primorskem na Znanstveno-raziskovalno središče Koper strani vršilca dolžnosti direktorja novoustanovljenega Znanstveno-raziskovalnega središča Koper še ni prišlo. Z nami so danes rektor Univerze na Primorskem, profesor dr. Dragan Marušič, prorektor, izredni profesor, se slišimo? Prorektor, izredni profesor gospod Boris Kavur in pa glavni tajnik Univerze, gospod Danijel Božič. Besedo predajam rektorju, izvolite. Že leto dni boste razumeli, da morda prav ekspresen ne morem biti. Začetek izstopanja oziroma prenehanja članstva ZRS-ja z univerze se je začel 24. novembra, ko je bilo poslano pismo oziroma sklep znanstvenega sveta ZRS-ja, da želijo, da jim preneha članstvo skladno s statutom Univerze na Primorskem, ki v 15. členu omogoča članici, da poda to zahtevo. Iz te zahteve se je po postopku, ki je bil voden notranje preko senata in upravnega odbora, prišlo po letu dni do točke, ko so znani pogoji izstopa. Pogoji izstopa so bili sicer nakazani, ključna točka, tudi tista, ki pravzaprav buri najbolj duhove, neobstoj deljenih delovnih razmerij je bila jasna tistim, ki izstopajo že v sklepu izrednega senata 10. decembra 2015, ko je bilo tudi vsakemu posamezniku omogočeno, da se v naslednjih mesecih vse do maja meseca, to se pravi približno 5 mesecev časa so imeli, da se izjasnijo ali odhajajo iz univerze ali pa da na univerzi želijo ostati, neodvisno od tega, ali imajo v trenutku izstopa pogodbo, ki je deljena ali pa enovita samo za raziskovalni del ali pa imajo torej pogodbo deljeno raziskovalno-pedagoško. V tem procesu se je dobra tretjina tedaj zaposlenih na ZRS-ju odločila, da ostane na univerzi. Tukaj imate prorektorja Borisa Kavurja, ki je eden od teh, ki se je odločil, da ostanejo na univerzi in se je celotna njegova zaposlitev prenesla na Fakulteto za humanistiko, tudi v raziskovalnem delu je prenehala na ZRS-ju in je se prenesla na Fakulteto za humanistične študije. Podobno je bilo tudi s preostalo tretjino. Ves čas je bil ključno, dajmo reči, točka nestrinjanja med odhajajočimi in pa univerzo, ali lahko ohranijo zaposlitev tudi v pedagoškem delu. Ker je univerza omogočila drugim delavcem, tistim, ki so ostali, da jim da polno zaposlitev, tudi manjkajoči raziskovalni del poskrbi preko pedagoškega dela, je po enakem analognem oziroma obratno analognem principu sklenila, to so sklenili organi, edini organi, ki imajo za to kakršnokoli besedo pri izstopanju, pri čemer je hierarhično višji senat in hierarhično nižji upravni odbor, senat z dvotretjinsko večino ob vnaprejšnjem soglasju upravnega odbora. In senat je tisti, ki o tem ključno odloča. Sklenil, da takih zaposlitev deljenih ne bo. Nikomur pa ni bilo zapovedano, da odide iz univerze, vsak je imel možnost izjasniti, ali gre ali ne gre. V tem procesu od maja meseca pa zdaj do novembra, ko je bil sklenjen dogovor z ministrstvom, je bilo mnogo dogovarjanj na ministrstvu, posebej, skupaj in tako naprej, dodatnih dopolnjevanj, delitve na bilance, vse do teh ključnih točk, ki jih bom zdaj izpostavil, ki so bile dorečene. Ključna točka je ta, da univerza z dnem veljavnosti sklepa vlade, se pravi z vpisom v uradni list Slovenije, tistim dnem se briše vse obveznosti ZRS-ja do univerze. Se pravi, ZRS izstopa brez obveznosti do univerze.
To je ena ključna postavka. Druga, da je bilo jim omogočeno, da odpeljejo vse projekte, ki jih je bilo mogoče odpeljati, in programe raziskovalne, ter poleg stavbe, v kateri domujejo, še stavbo v Kreljevi, tako imenovano borilnico. Vsem je bilo ugodeno postopoma, dodatno, seveda z izjemo tistega pogoja, kjer je pa sklep senata nedvoumen že pred letom dni. Ves čas je bilo vključeno tudi ministrstvo, na koncu tudi, ko je prišlo do dogovora, ki ga imate pred sabo, je bilo prisotno ministrstvo, to je podpis z ene strani ministrice, z druge strani moj podpis, in ta dogovor nedvoumno sporoča, da je prenos iz univerze na novi zavod tak, da gredo vsi kadri v takšnem obsegu, kot imajo zaposlitev trenutno na univerzi. To je mogoče razbrati iz priloge 5 v tem dogovoru in iz člena 4 v stavki, kjer piše, da je vsota vseh ekvivalentov človekov, kot se to reče full-time equivalent, FTE, enaka 51,7. Če se to sešteje, se dobi točno spisek iz spiska in zaposlitev, procentnih deležev zaposlitev ljudi v tej prilogi. Ta dogovor nalaga univerzi, da pripravi pogodbo o prenosu na novi zavod. Ta pogodba mora biti podpisana v roku 7 dni in danes se ta rok izteka. Ta pogodba piše v enem od členov dogovora, da se v tej pogodbi podrobneje uredi prenos in podrobneje je urejen odnos tako, da pove v 4. členu, da še eksplicitno pove tisto, kar je jasno iz dogovora, da grejo polne zaposlitve. Tisti, ki odhaja, nima deljenega delovnega razmerja. To vse sledi iz dogovora in je skladen še enkrat s sklepom organa univerze. V tem členu pogodbe je tudi določilo, ki pove, da so tožbe, ki danes potekajo na sodišču, o tem, ali bo 12 ljudi imela deljeno delovno razmerje v tem trenutku na univerzi ali pa polno raziskovalno, nesmiselne, kajti poziva novi zavod, torej kliče novi zavod, oziroma tukaj bom rekel, da pravnik nisem, zato ne bom porabljal pravih izrazov, ampak da je soudeleženec v teh sporih, kajti je pravni naslednik univerze. Če bodo nadaljevali s tožbami in nihče jim ne prepoveduje, da nadaljujejo, bo ta zavod soudeležen pri izhodu teh tožb. Želim pa povedati svoje mnenje, da so te tožbe, ki danes potekajo obravnave, ti spori nesmiselni. Bom pojasnil, zakaj. V tem trenutku je kvaliteta pogodbe teh 12, ki tožijo, za zunanji svet povsem enaka, ali je čista raziskovalna ali pa mešana raziskovalna pedagoška, kajti v obeh primerih je to pogodba za nedoločen čas. Vkolikor ostanejo na univerzi, trenutno so vsi ti ljudje zaposleni na univerzi in seveda ne drži to, kar ste v medijih pisali, da so bili odpuščeni. Ves čas so polno zaposleni na univerzi. Vkolikor ostanejo na univerzi, so pač polno zaposleni na univerzi za nedoločen čas. Neodvisno od tega, kakšna je pogodba, ali je H+D ali H. H je raziskovalna, H+D mešana. To pravi, če ostanejo na univerzi, vseeno. Če pa odide v univerzi, pa sklep senata in dogovor z ministrstvom jasno pove, da odhajajo 100% spet, neodvisno od tega, ali je pogodba, bo veljalo, da je mešana ali da je polna raziskovalna. To sem danes tudi povedal na sodišču, da ne vidim smisla teh tožb. Zaradi tega, ker ne vplivajo na izhod, ali če človek gre iz univerze ali pa če odhaja na univerzi, isti izhod je neodvisno od katere tožbe. Zdaj bi pa še povedal ta določila, bi pojasnil določila iz dogovora. Eno je 7-dnevni rok za podpis pogodbe o prenosu, drugo je 45-dnevni rok za prenos kadrov
in projektov in vsega skupaj v teh 45 dneh je treba to tudi fizično izpeljati. Univerza se je v dogovoru tudi zavezala, da bo prostore v Livadah, kjer so laboratoriji za oljčno olje, skratka za laboratorij za mediteransko kulturo, da bo dala v najem za nedoločen čas in omogočila polno delovanje tega centra. Zavezala se je tudi, da bo postopoma pomagala novemu zavodu, da preide na svoj lastni informacijski sistem. Po preteku, to pa še za zaključek želim povedati, da po preteku 7-dnevnega roka je statusno relacija med univerzo in novim ZRS-jem, kot tem novim javnim raziskovalnim zavodom, glede prenosa delavcev enaka kateremukoli drugemu javnemu raziskovalnemu zavodu. V dogovoru jasno piše, da če po 7 dneh to ni podpisano, potem univerza ni zavezana delovati skladno pri prenosu, tako kot piše tam in vsa tista določila, ki sem jih zdaj omenil. Potem je prenos možen na katerikoli drugi zavod, javni raziskovalni zavod. JRZ, ZRS Koper namreč ni bil ustanovljen z oddelitvijo, ko bi z enkratnim aktom ministrstvo enostavno kos univerze prestavilo drugam in iz univerze naredilo 2 subjekta in hkrati tudi točno povedalo, kaj odide z univerze. Ministrstvo se je odločilo, to je bila ena varianta, ki se ni zgodila. Ministrstvo se je odločilo, da bo najprej ustanovilo JRZ ZRS Koper in potem prepustilo tema 2 pravnima subjektoma, se pravi univerzi in novemu, da v pogodbi dogovorita prehod. Je pa seveda dogovor z univerzo določil, da v omejenem časovnem razdobju se pogodba podpiše z ustreznimi robnimi pogoji, ki sem jih prej omenil. Tako da, če danes do tega podpisa ne pride, potem smo, ne vem, ali na začetku ali na koncu na neki 4. dimenziji, v vsakem primeru pa nekje v povsem enaki situaciji kot katerikoli drugi javni raziskovalni zavod je novi ZRS, s tem, da novi ZRS ni ničesar kot lupina, nima dejavnosti. Dejavnost je odvisna od tega, ali sklene pogodbo z univerzo in potem dobi vsebino. V tem trenutku je to obstoječi pravni subjekt z vsemi pravicami, ki iz tega izhajajo. Dr. Pišot je VD direktorja tega subjekta. Še to, imamo trenutno novi ZRS Koper, ki je pravna oseba, imamo ZRS UP znotraj univerze, za katerega pa je v postopku sprememba odloka vladno gradivo po ustnih informacijah z ministrstva bo dano, danes je ponedeljek, bo jutri dano kot vladno gradivo v obravnavo. Zdaj postopek, ki sledi najprej izbrisu iz statuta, to je bilo upravljeno, temu sledi potem pa še sprememba odloka. Tako, to je situacija in s to situacijo morate biti soočeni vsi tisti, ki ste tukaj zaposleni trenutno na UPZRS. Hvala lepa rektorju za to predstavitev. Če morda nihče od obeh sogovornikov nima tu česarkoli za dodati, potem predlagam, da predstavniki medijev postavite svoje vprašanja. Izvolite. Senat je sprejel sklep, da prične reorganizacija s 1.12. Mi smo imeli takrat od 1.10. do 1.12. 2-mesečni rok usklajevanja z ministrstvom. Z ministrstvom smo se dejansko začeli usklajevati in produkt tega je ta dogovor, za katerega sem mislil, da bo zdaj rešil situacijo. Situacija v tem trenutku še ni rešena. Reorganizacija bo začela potekati tako od jutrišnjega dne dalje. To pomeni, da ZRS bo po koncu reorganizacije ne bo več obstajal na univerzi, tudi sicer ne obstaja, kot rečeno, v statutu ga ni, v odloku bo nehal obstajati
In zaposleni na ZRS-ju se bo, ukoliko ne prije do tega podpisa, reševalo na različne načine. Znotraj univerze, na drugih članicah, z drugimi zavodov, kamor lahko gredo, jih je cel kup v Sloveniji. Ni novi ZRS edini. Sem povedal, da od jutri dalje je v enakem razmerju do univerze kot katerikoli drugi zavod. Ampak pri zaposlenih boste vi kot delodajalec, recimo, če se ta pogodba ne podpiše, se odločite potem, ali lahko prerazporedite znotraj univerze, skratka, na nek tak način, da bi bili tehnološki viški. Vse opcije so odprte. Vse piše tudi v sporočilu, ki smo ga poslali, ki ga je tudi glavni tajnik poslal zaposlenim. Katere so opcije? Meni se zdi najbolj primerno, glede na enoletno ukvarjanje s to situacijo, da se novi zavod, ki je bil v ustanavljanju in je zdaj končno ustanovljen, da tudi dobi vsebino. Vsebina ga čaka ga tudi 200.000 evrov v letošnjem letu rezerviranih sredstev na ministrstvu in vsako naslednjo leto tudi iz sredstev univerze se odreče delu sredstev. Tako je zapisano v ustanovnem aktu. Tako da meni se zdi, da edino razumno je popolnitev vsebinska že obstoječega zavoda. Ne poznam primera, da bi bil zavod ustanovljen in ne bi dobil vsebine. Vendarle, nočem signali, ampak ali to pomeni, da pogodba ne podpiše, da boste začeli v naslednjih dneh za teh 51,7 širiti odpori? Zdaj mi zopet polagate z vprašanjem odgovore, ki vam ga ne morem dati. Mi začnemo z reorganizacijo. Veste, to bo pač nekaj časa še trajalo. Zagotovo pa se bo zgodilo na koncu reorganizacije, vkolikor se ne pridejo na novi zavod, tudi to, kajti vedeti morate najprej to, da ena članica manj pomeni zagotovo manjša potreba po delavcih. Seveda ne vseh, ampak nekaterih pa verjetno oziroma kar zelo verjetno. Glede česa? O novem znanstveno-raziskovalnem središču univerze na Primorskem zdaj. Ne. Novi ZRS nima nobene zveze z UP-jem. Ker iz statuta se je ZRS izbrisal, ne, že. Ja. To mora biti to je potreben pogoj za to, da se začne postopek spremembe odloka. Pravno, mislim, še vedno ostaja kot članica, ali kako je? V tem trenutku je odlok v spreminjanju. So pa različne interpretacije, ali obstaja ali ne obstaja. Morate vedeti, da najbrž ne more obstajati na dveh koncih. To še nobena fizika, niti unih malih delcev ne omogoča, da bi en in isti subjekt obstajal na dveh mestih hkrati. Če obstaja novi ZRS izven kot posebna pravna oseba, mislim, da je edino logično, da če ne danes, pa kmalu neha obstajati tudi znotraj univerze, tako da verjamem, da bo odlok dovolj hitro spremenjen, da bo to novo pravno dejstvo tudi ustrezno zapisano v odloku. Torej, ZRS ni želel podpisati pogodbe zaradi tega, ker niso hoteli, da bi teh 12 delavcev šlo 100% na ZRS. Ali je bilo še kaj drugega? Ne vem, to boste morali vprašati v.d. direktorja ZRS Koper. Ocenjujem, da je to ključni razlog. Glejte, že eno leto se o tem krešijo vsa mnenja, mediji tudi o tem pišete, vse, kar je bilo z veliko temperaturo predstavljeno, v bistvu izvira iz tega. Bi pa povedal, da tisti, ki imajo deljena delovna razmerja, in teh je torej 12 od 56 ali nekaj takega, se v veliki meri pokrivajo s člani znanstvenega sveta, ki pa je sprejel sklep o izhodu z univerze. Tisti, ki imajo deljeno delovno razmerje, so rekli, da ga želijo oditi iz univerze in s sabo potegnili še vseh ostalih 42 ali 41, ali kolikor pač že je. Ja, koliko smo razumeli, zdaj te pedagoške zaposlitve niso del razdružitvenega sporazuma, ne? Seveda so. Ne, ni bilo povedano večkrat, povedano je bilo mogoče iz določenih ust. Dogovor, ponavljam še enkrat, dogovor jasno pove, da prehod iz univerze, prenos dejavnosti vseh, tako raziskovalnih kot premoženja in tako naprej, je možen zgolj na način, kot sem ga prej povedal, da gre vse zaposlitve z univerze. To v dogovoru piše, še enkrat v stavku, kjer je sešteto število FTE do 51,7 in s prilogo, kjer piše, na kakšen način univerza pristane, da preda
vse premoženje novemu zavodu, tako da novi zavod prevzame skrb in polne pogodbe. Tako kot je univerza sprejela skrb in polne pogodbe za vse tisto tretjino, približno 30-35 ljudi, ki pa ostaja na univerzi in so imeli deljeno delovno razmerje, zdaj pa ga nimajo več, zdaj imajo pa polno pedagoško pogodbo. 75. člen narobe interpretirajo tisti, ki mislijo, da iz tega izhaja, da gre samo raziskovalna dejavnost. Ne govorijo o nobeni raziskovalni dejavnosti, govorijo o kvaliteti pogodbe. Se pravi, novi stvar dogovora med dvema subjektoma. Lahko bi se dogovorili, univerza in novi zavod, da bi te pogodbe, da bi nekateri še naprej opravljali delno svoje pedagoško, a lahko pa tudi ne. Ne ena, ne druga rešitev ni v nasprotju s 75. členom, če ga greste brati, govori samo o tem, da je ista kvaliteta pogodbe, prenesena v običajen jezik. Od zdaj dalje? Ja, vse avtonomija piše v ustavi, ne? Vse veste. Ne bi začenjali tega. Glejte, avtonomija je tako jasno zapisana notri tudi v mnenjih ustavnih sodnikov, da celo tisti del, ki govori o potrebi, da država financira univerzo, tisto samo da dodatno nalogo, univerza ima avtonomijo po ustavi, pika, in potem pove, da država poskrbi zakonu za financiranje. Tisti stavek je treba brati, da mora država univerzi omogočiti avtonomijo, tako da jo primerno financira. Ni pa tisto gledati kot na omejevanje avtonomije. To so sklepi razna mnenja ustavnih sodnikov, ki so tudi navedena, smo jih navedli tudi v komunikaciji z ministrstvom, zato verjamem, da ministrstvo, imam tudi zagotovilo, da ministrstvo bo tako ravnalo, kot ima zaravnati, biti nevtralno v tej situaciji. Ministrstvo je pomagalo kot mediator, da je prišlo do okvira, znotraj katerega se naj prenese dejavnost na novo ustanovljeni zavod. To sem hotela vprašati, v fazi priprave podpisa pogodbe se ta mediatorska vloga ministrstva nadaljuje ali neha? Ne, se je nehala s podpisom dogovora. Ni potrebe več. Ministrstvo bi pa, še enkrat bi ponovil, kar sem prej rekel, če bi šlo na drug način, z direktnim rezom, ministrstvo bi lahko reklo, upoštevalo bomo sklepe senata in tako naprej, željo tega bodočega novega zavoda in bom presekalo tukaj, to ostane univerza, ta del pa gre ven in postane novi zavod. Takrat bi bilo avtomatično z ustanovitvijo tudi prenesena vsa dejavnost in vsi ljudje. Vendar se, ponovim še enkrat, odločilo za zaporedni postopek, kjer je najprej ustanovilo in prepustilo pooblaščeni osebi novo ustanovljenega zavoda, da dogovori pogodbo z univerzo. Lahko še eno hipotetično vprašanje, Ja. zdaj samo prazna rutina, seveda. V tem trenutku, ne vem, ima vede direktorja, nima pa dejavnosti. Ne? No, nima dejavnosti, pa so vsi projekti zaenkrat formalno še. Čakajo pa, glejte, potovalka je pripravljena že pol leta, polna. Mi imamo tekoče projekte, ki so zapisani po vseh sklepih obeh organov v dogovoru z ministrstvom eksplicitno navedeni, da prehajajo na novi zavod. In to velja enako, kot ste me prej vprašali za kadre, tudi ti projekti se lahko prenašajo ali ostanejo na univerzi ali pa se prenašajo na nek drug zavod, katerikoli drug zavod v Sloveniji, ki je v enaki relaciji do univerze kot ZRS, novi ZRS. Še tretjega. Ja. Ne, že obstoječi. Obstajajo, ne? Obstaja, ne vem. Bila je v tem procesu, se veste, da so bile različne opcije. Bil je opcija Emuni, bil je opcija, mislim, da je bil Sazujev, ZRC Sazu,
ne vem, kakšne so bile še druge, ampak formalno gledano so vsi JRZ-ji v Sloveniji v enakem razmerju. Ne gre pa za to, da bi se univerze na Primorskem zdaj pogovarjala s katerim? Ne, zakaj? Ne. Ja. Tudi, ja. Seveda, ker so... Mislim, pa nima smisla, da grobo govorite, ker ni res, ne? Ma ne, sej ne gre za to. Zmotno je tako razmišljanje. Mi smo morali tako ravnati, ker se že 1 leto traja postopek odhajanja z ZRS. Zdaj, povejte mi, vi bom jaz postavil eno hipotetično vprašanje, koliko časa pa je smiselno, da traja ta postopek, še 1 leto, da lahko traja cel mandat moj. Ne? Se pravi, univerza mora ravnati z novim šolskim letom, predvideti, da bo, smiselno je bilo predvideti, da se bo zgodila točka, ko bo prišlo do prenosa. In zgodil se je praktično, vsa vrata so odprta s 1.12. Zato je bilo smiselno postaviti študijski proces tako, da bo neodvisen od odhajajočih delavcev. Odhajajoči delavci pa je bilo rečeno, da morajo oditi s polno zaposlitvijo. Tudi večkrat je bilo poudarjeno, da bodo ti delavci zdaj samostojno reševali spore z univerzo, to ni stvar razdružitvenega sporazuma. Tukaj je pa v 4. členu zapisano, da izid teh sporov bremeni ZRS. Ja, seveda, novi ZRS, oni so tudi nasledniki te univerze. So nasledniki. V vsakem primeru so nasledniki. Ustanovili so se na podlagi dogovora, kjer piše, kaj bo vsebina. Vsebina je iz univerze. Država ni ustanovila jih z nekim že obstoječim kapitalom. Njihov kapital je bodoči kapital, ki preide iz univerze na nje. Zdaj ste malo v nasprotju. Mislim, da nisem. K čem? Ja, v tem, da po eni strani rečete, to je samostojni zavod. Ja, seveda je. Ja, sej je bil, če ustanovni akt preberete, boste videli, da je. Glejte, država ga ne bi ustanovila. Država ga ne bi ustanovila, če ne bi bila zadaj neko pokritje zaveza, da bo prišlo do prenosa ob takih in takih pogojih z univerze na ta zavod. Jaz imam eno vprašanje. Ja. Jaz vidim v eni stvari velik paradoks, zdaj pa morda, če mi vi razjasnite, da ni tako, tudi bom sprejel. Glejte, vi ste sprejeli sklep, katerim ste pač 12 posameznikom nekaj zaukazali, pač nek sklep ste sprejeli, ti so ga napadli s pravnimi sredstvi, sedaj je spor na sodišču. Posledice pa naj bi nosil nek novo ustanovljen zavod. A ni to paradoks, da posledice vaših odločitev nosi nek nov zavod? Razumem vprašanje in razumem, kje vidite... Glejte, se tudi ta situacija še ni obstajala teden dni po volitvah, ko smo bili vsi še ena univerza. Ne? Zdaj pa se ukvarjamo z nekim postopkom, ki je posledica odločitve znanstvenega sveta ZRS-ja. Se pravi, pa nosimo vsi posledice, nosimo posledice mi, ki vodimo to univerzo, nosijo druge fakultete in vsi mogoči subjekti, posamezniki znotraj te univerze. Tako da ta argument mislim, da ne drži. Paradoksalno pa ni, zato ker vstopajo še enkrat kot nasledniki. Sami so sprožili odhod in ta odhod je pripeljal tudi do tega, da se je univerza morala odločiti, kako bo v sedanjem študijskem letu pokrivala študijske obveznosti in ponovim še enkrat tisto, kar sem prej povedal, ne pomembno, kakšna je njihova pogodba. Kolikor ostanejo na univerzi, je vseeno, ali je poln H ali pa mešan H plus D, ali je mešana pogodba ali je pa polna raziskovalna. Ključno je, da imajo polno pogodbo za nedoločen čas. Vkolikor pa se odločijo in odločili so se, da odidejo, je odhod možen skladno sklepi organov, moram ponoviti še enkrat, 2-krat, 3-krat, in tudi z dogovorom z ministrstvom, da grejo v celoti. In če pristanemo vsaj na veljavnost tega dogovora in te trditve, potem so te
tožbe, ki se zdaj dogajajo, ta sodni spor, sodni postopek je irelevanten. Ker kakršenkoli bo izhod, ne bo vplival na njihovo pozicijo, kolikor ostanejo na univerzi, oziroma na njihovo pozicijo na novem zavodu. Ker na novem zavodu bojo morali iti neodvisno od tega, kakšna je pogodba, 100%. Jaz ne vem, kako drugače razložiti. Prosim? Ja, in ZRS je naslednik univerze. To je zapisano notri. Kot naslednik. Naslednik je, se odpelje 3,5 milijonov ali 15% premoženja univerze. 9% ljudi odpelje 15% premoženja. Brišejo se mu vsi dolgovi. Nepotrebni so ti spori. Kje je logika, da ta novi ZRS, kje je logika, da novi ZRS govori o tem, da bo pridružena članica univerze, hkrati pa sklepa spore in mu univerza briše vse dolgove, ki jih ima do preostanka univerze. Kje je tu logika? Ja. Ampak kako bi se uresničil? No, oni, znanstveni svet. Skladno z statutom univerze. Kako pa naj se uresniči? Recimo, da bi hipotetično sodni spor rekel, da mora biti deljena pogodba. Zdaj mi povejte, kako bi se pa to uresničilo, če pa je dogovor z ministrstvom, da je prehod možen samo, da gre cela pogodba tja. Kako? Kako nova pogodba? Ne more, ker je dogovor jasen, da gre ob prihodu celoten kontingent ljudi tja. Zato gre. Seveda ni protizakonita. Tudi enovita ni protizakonita. Prosim? Ampak univerza je 10. decembra 15 že povedala, da kdor želi oditi, nima več zaposlitve. Nima smisla. Nima smisla. Vesna. Ponavljate vprašanje. Ponavljamo vprašanje. So sami izrazili. Ne vprašajo. Danes smo tukaj, tako ali tako. Ja, saj smo. Tukaj smo zato, da vi vprašate in mi odgovarjamo. Namreč jaz sem kar nekajkrat imela nekih napornih pogovorov z gospodom Božičem in gospodom Kavurjem, in sem bila uvažena veličina in takrat, ko je šlo za postopek razdruževanja oziroma odhajanja ZRS-a, ko ni bilo še jasno, kakšna bo dinamika terminska in tudi v bistvu kakšne bodo pravne odločitve sprejete, je bilo rečeno, da je logično, da mora univerza ravnati tako kot ravna, se pravi umakniti sodelavce ZRS-a iz pedagoškega procesa zaradi te negotovosti. In da so potem vedno odprta vrata, jaz se ne spomnim, če ste vi, rektor, to, da je rekel, vsekakor pa prorektor in tajnik, da so vedno odprta vrata, da se ob ustanovitvi novega javno-raziskovalnega zavoda, ko bojo pravna razmerja jasna, dogovor na novo sklene. Zdaj ta odprta vrata so zaprta, so padla stečaju, kaj se... Zdaj ste s tem vprašanjem, bo želel ti odgovoriti, no se Če uporabim isto retoriko, zdaj imamo pač situacijo, da imamo dogovor podpisan strani ministrstva, da se te zaposlitve prenesejo. Seveda vrata ostane odprta, ampak če uporabim vašo retoriko, zdaj nekateri razbijajo po teh vratih in tolčejo z vsemi sredstvi po teh vratih. Ja. Se lahko zgodi, da v naslednjem akademskem letu bo 6 zaposlenih na ZRS-u predavanja na FRŠ, ali ne? Se lahko zgodi, samo dvomim, da bodo to iztožili. Vse je stvar dogovora. Sporen je v bistvu ta prenos teh obveznosti na nov javni zavod. Zakaj sporen? Kako lahko nek spor, ki je nastal znotraj univerze, kjer so sodne obravnave, kjer so tožbe proti univerzi, bremenijo nek javni zavod, ki je na novo ustanovljen. Kot zavod, kot ustanovo. Glede na to, da bodo ti delavci sami reševali te spore, to bi jaz rada pojasnila. To zakonito. Kaj lahko jaz sem zadevo rečem? Hvala.
Miloš Obrenovič se je leta 1863 sposodil 700 000 zlatih frankov. Slovenija je v delitveni bilanci dobila od kraljevine Srbije dolg, ki smo ga prevzeli leta 1994 in ga izplačali potem v nekaj letih. Se pravi, to pomeni pravno nasledstvo. Pravno nasledstvo pomeni tudi to, da so avstrijski vojaki dobivali od fašistične Italije pokojnino in potem od socialistične Jugoslavije. Niso mogli zanikati in reči, polej so se borili za Franca Jožefa in tako naprej. Pravno nasledstvo je zadeva, ki je jasna. Če ti dobiš apanažo 250 000 evrov, če dobiš s sabo projekte, ki pokrivajo 100% vse zaposlene in če dobiš premoženje, pomeni, da si naslednik, ampak pravila igre so bile postavljena in na osnovi tistih pravil igre, ki jih je rektor povedal, ne vem kolikokrat, 10. decembra je bilo jasno, leta 15 povedano, in potem ne moreš nenehno spreminjati pravil igre. Nekoč ti nekaj bolj paše, nekoč nekaj manj. Ko pride do take situacije, ko se napenja in na vse načine lobira po vseh koncih in krajih in ko se postavita dve fronti, ki sta dejansko izsiljeni in nepotrebni, potem priješ v situacijo, ki je zelo mučna za vse, ki so zaposleni na ZRS oziroma na vse na univerzi in tudi mučna je za ta prostor. Čim prej naj se ta agonija konča in jaz mislim, da manj kot se podpihuje, boljše je in prej bomo lahko normalno sodelovali med univerzo, zavodom in vsemi ostalimi. Ampak treba je kdaj vzeti v roke tudi pamet. Na tak način se dela samo vojne. Nekdo mora biti pri takih zadevah tudi toliko pameten in modr, da pomisli tudi na ljudi okoli sebe. No, in to je to. In zaradi tega je to, kar se zdaj dogaja, vse preveč. Tudi preveč ljudje trpijo po nepotrebnem. In zaradi tega bi bilo dobro čim prej zaključiti vprašanja in problemi ne bojo rešeni, se bo reševali nekateri lahko še leto, 2, 3, od IKT tehnologije do ne vem kakšnih, do arhivskih, do vsega. To je normalno. Ko se ločiš, potem še vedno obiskuješ otroke, pa imaš za plačevati alimente in tako naprej. Pravim, polno je tega, ne? Se ne konča tisti dan, ko se ločiš vse, ampak se pa loči tisto najhujše, se zaključi in potem začneš vsaj normalno postavljati si življenje naprej. In zato vam pravim, pravno nasledstvo tle ni sporno. Špekulacije je treba pač na nek način odrezati. Kdo špekulira, pa vi imate svoje mnenje, kot vas poslušam, in tudi ni potrebno, da vam ga bi spreminjali. Hvala. Hvala lepa. S tem predlagam zaključek današnje novinarske konference in se vam še enkrat zahvaljujem za vašo prisotnost.